Lepo pozdravljeni vsi, hvala lepa, da ste prišli. Kratek rok je bil, tudi mi smo imeli kratek rok. Najprej nekaj v zvezi z izjavo gospoda ministra, da je stanje v sodstvu zaskrbljujoče, kar temelji na zlahka preverljivih podatkih. Jaz mislim najprej, da ta izjava po nepotrebnem vnašanju mir, zlasti pa ne temelji na nobenih preverljivih statističnih podatkih. Verjamem, da so državljani javnost že kar malo naveličani te sage med ministrstvom in pa sodstvom glede sodne statistike, vendar se čutim dolžno, da povem, da ta ministrova izjava ne drži. Tako so se podatki, ki izhajajo iz sodne statistike, kažejo, da se je število nerešenih zadev od leta 2008 do 2012 se je zmanjšalo za slabo tretjino. Sodni zaostanki pa so se zmanjšali od septembra 2011 do septembra 2012. To so pač preliminarni podatki, ki so točni, zaradi tega ne operiramo s temi podatki za celo leto. So se zmanjšali, to se pravi po podatkih sodne statistike, za 14%. Zakaj te razlike med ministrstvom in sodstvom? Tukaj gre za nekatere razlike, nesoglasja glede same metodologije. In mi smo na strokovnem svetu za sodobno pravosodje, to je svet strokovni, ki ga je ustanovil sam minister, smo imeli sestanek pred kratkim in smo mi na te napake, logične in pa metodološke opozorili ministrstvo. Zdelo se nam je, v dobri veri smo bili, da je minister tem našim argumentom, ki so vsekako tehtni, prisluhnil in da jih bodo tudi upoštevali. Tak je bil naš vtis. Žal smo se zmotili. Te kazalniki, ki jih ministrstvo uporablja, morate vedeti, da nimajo neke razlegalne moči. Nasprotno, mi uporabljamo kazalnike, to je recimo pričakovani čas rešitve zadev, potem količnik obvladovanja pripada, starost nerešenih zadev, ki so priporočeni s strani Komisije Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja. In so nekako splošno priznani. To so tisti kazalniki, na podlagi katerih sam državljan lahko sklepa, kdaj bo njegova zadeva rešena. Skratka, se mi zdi, da ta izjava ne drži in zlasti, da ne temelji na nekih statističnih preverljivih podatkih, kakor je sicer minister povedal. Potem naslednji očitek se strani ministra v njegovi izjavi je, da je vodenje v sodstvu neustrezno in da mi kategorično ves čas zavračamo vsakršno primerjavo z ostalim delom javnega sektorja. Če to pomeni, da mi zavračamo neko primerjavo z vodenjem v upravi po načelu subordinacije, potem seveda se lahko strinjamo. To zavračamo in bomo zavračali še naprej. Kajte, vedeti morate, da pač sodstvo ne more temeljiti na nekih modelih upravljanja, kot temelji uprava ali pa vojska, če tako hočete. Nosilec oblasti v sodstvu je konkretni sodnik. Ne more biti sodstvo organizirano po hierarhičnem modelu od ministra navzdol. Seveda pa to ne pomeni, da pa mi zavračamo neke poslovne modele, modele upravljanja, ki so znani iz poslovnega sveta. Nasprotno, sodstvo je tisto, ki je dalo iniciativo, da se takšni modeli upravljanja v sodstvu uvedejo in se to tudi izvaja. Konkretno je to projekt poslovnega skladišča podatkov, popularno so to predsednikove plošče. To je projekt, ki je prejel priznanje v tujini,
nagrado Evropske komisije oziroma Sveta Evrope in ki smo ga praktično predstavili širom po Evropi in smo poželi vse splošno, lahko rečem, priznanje, razen seveda v domovini. To je projekt predsednikove plošče, ki predsednikom sodišč v vsakem trenutku praktično omogoča, da vidijo, kakšno je stanje na posameznih sodiščih. Skratka, ničesar več ni mogoče pometati pod preprogo. In gre za nek model, ki povzema neke preverjanje vzorce iz poslovnega sveta upravljanja. No, na to je potem navezal minister tudi očitek o pomanjkanju avtorefleksije oziroma samokritičnosti. V zvezi s tem moram reči, da sem razočarana. Kakor da minister ne bi bil recimo prisoten na otvoritvi sodnega leta lansko leto v februarju, kjer je bila praktično rdeča nit našega pogovora in otvoritve sodnega leta pogovor o odgovornosti sodstva za stanje v sodstvu. Da je sodstvo tisto, ki mora tudi samo nositi delež svoje odgovornosti za stanje v sodstvu. In seveda so se na to navezali tudi številni predlogi ukrepov sodstva za izboljšanje stanja. In tudi v nadaljevanju v preteklem letu 2012 ni bilo sestanka med nami sodniki, s predsedniki sodišč, s sodniki, kjer ne bi bila omenjena odgovornost, ne samo neodvisnost sodstva posameznega sodnika, ampak neodvisnost, ki se povezuje vedno z odgovornostjo. Toliko o tej samokritičnosti oziroma pomanjkanju. Glede izboljšav, ki jih je omenjal minister, v zvezi s samim vodenjem sodstva kot sistema, kjer se na deklarativni ravni zavzema za večjo samostojnost in avtonomijo sodstva, seveda proti temu nimamo nič, nasprotno. In tudi nismo že na načelni ravni seveda proti okrepljeni vlogi predsednikov sodišč. Vendar pa seveda ne tako, kot je ta zamisel izpeljana v predlogu spremembe zakona o sodiščih, ki gre v smeri podrejanja sodstva izvršilni oblasti z pravosodno inšpekcijo in podobno. Glede same komunikacije med sodstvom in ministrstvom, mi smo absolutno bili vedno tisti, ki smo se zavzemali za dialog med sodstvom in ministrstvom. Tudi minister pravi, da se je za to zavzemal, ampak tukaj vam pa lahko postrežem recimo samo za eno ilustracijo te komunikacije, kako poteka. Pred kratkim recimo je na mizo prišel predlog sprememb zakona o kazenskem postopku, tega je izdelala delovna skupina in čisto v zadnji fazi na odboru je prišla v besedilo spremembe zakona ena sprememba v zvezi s snemanjem glavnih obravnav. O tem delovna skupina, strokovna skupina ni slišala nikoli ničesar. To nikoli ni bilo predebatirano. Nikoli ni bila vprašana za mnenje in morate vedeti, da tukaj recimo, ampak to je samo en konkreten primer, takih je bilo celo vrsto, da tukaj ne gre za nobeno tehnično podrobnost, ampak za vsebinsko zadevo, ki ima lahko daljnosežne posledice. Podobno je bilo recimo tudi v zvezi z zakonom o sodiščih, ki smo ga dobili na mizo, bom rekla, 5 minut pred 12. Imeli smo na razpolago za pripombe takšen rok, ki je v nasprotju z resolucijo o normativni dejavnosti. Vendarle smo seveda pripombe dali, potem smo čakali na odgovor ministrstva.
Določen je bil nek okvirni datum za sestanek, vendar je bil ta sestanek na iniciativo ministrstva preložen za nedoločen čas. Najprej tik pred novim letom, potem pa preložen za nedoločen čas. To se pravi na eni strani naši konkretni predlogi in na drugi strani ministrstvo, ki se sicer nekako pavšalno zavzema za sodelovanje, potem pa, ko pridejo na mizo konkretni predlogi za sestanke, pa se ne zgodi nič. Toliko samo na kratko. Vse v zvezi podrobnejše analiza, statistični podatki nameravamo mi predstaviti na letošnji otvoritvi sodnega leta, to bo pa 11. februarja, se pravi, kar kmalu, tako kot piše tudi v sporočilu za javnost. Toliko zaenkrat.